Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi v tokratni svetovalnici, ki se bo danes posvetila našim najmlajšim in njihovi ustvarjalnosti oziroma izraznosti. Risba in igra, kaj nam otrok z njima sporoča. V našem studiu prav lepo pozdravljam psihologinjo dr. Ljubico Marjanović-Umek. Dober dan. Dober dan. Najprej nekaj besed o otrokovem risanju. Je pomembno, da otrok dobi že zelo zgodaj v roke nekaj, s čimer bo lahko ustvaril neko sled za seboj, bodisi svinčnik, barvico, voščenko, nekaj takega. Kaj pravite o tem? Ja, je zelo pomembno, da že okoli 1. leta, takrat, ko lahko sicer še s celo roko, ne prsti, drži v roki torej neko večje pisalo, bodisi kredo, voščenko, in da ima možnost, da on pravzaprav za njo ustvarja to, kar želi. On preprosto v teh začetnih gibih, ki jih dela z tem pisalom, risalom, kakorkoli ga poimenujemo, on pravzaprav uživa, ker vidi, da sam naredi nekaj, torej da to njegovo pisalo pušča sledi, bodisi na podlagi, na papirju, kjerkoli, in to je pravzaprav začetek, prva res najbolj začetna stopnja v njegovem likovnem izražanju oziroma njegovem risanju, zato je prav, da imajo otroci to na razpolago. Pa je vseeno, kaj primejo? Ali bi raje spodbujali neke materiale, ki jih bo lažje držal, ali pa ne vem? Ja, bolje je, da niso to, ne vem, tehnični svinčnik, ker se bo itak takoj polomil, tudi ni potrebno, da je to kemični svinčnik, ampak je res nekaj, ker lahko, če si predstavljamo zdaj pest 12-mesečnega dojenčka oziroma malčice, da to stisne v svojo pest, zato sem omenjala prej kredo ali pa flumastri ali kaj podobnega, voščenke, da stisne in da potem na koncu te pesti lahko pravzaprav z gibi pušča sled in da res vidi, da je to naredil on. In seveda so najprej to čačke, črte, vse mogoče smeri. Starši si seveda želimo, da bi se omejil na nek prostor, pa vedno to ne uspe. Kako je s to zaznavo? Torej, da on ve, da je omejen, torej na nek list papirja, ali je bolje, ne vem, da polepimo kar morda neko površino, da ne bo potem nesporazumov. Ja, zdaj, teli malčki imajo radi relativno velike površine, zato ker so nenatančni še v svojem čečkanju. Te čačke, kot sem prej rekla, delajo zato, ker v tem uživajo, kar pomeni, da jih delajo več zaporedoma, drugo za drugo, in zato je fino, če imajo na razpolago relativno veliko površino. To je lahko tudi risalni list, je že relativno velika površina, ki ga damo bodisi na tla ali pa na mizo, in malček bo začel zelo, zelo hitro na tej površini ustvarjati. Seveda pa ostaja večna dilema, to so stene v stanovanju, ali dovoliti ali ne dovoliti malčku, ki vidi tam pač še večjo površino in kjer lahko ustvarja stoje, ali kot rečemo mimo grede, ni potrebno, da se usede na stolček, da ima nekaj pred sabo. Moj odgovor tukaj je, da se mora pač to vsak starš odločiti sam, ali se bo odločil, da bo eno steno res namenil malčku in bo na njej ustvarjal, mora računati na to, da verjetno ne bo stal samo pri tisti steni, ker pač tega preprosto ne razume, in je potem tudi boljša različica, če se za to odloči, da kupijo te velike table oziroma table s temi velikimi rolami papirja, ki ga lahko premika in vrtijo in v katerem malček ravno tako lahko stoje ustvarja oziroma se vsakokrat pojavi nova površina, ki je neporisana za njegovimi čačkami. Namreč on dela tega, zelo je produktiven, to velikokrat dela, zato pač ena stena, za katero smo se mi kot odrasle osebe odločili, da bi jo on pa imel za čečkanje, ne bo dovolj in ne bo stal pri njej.
če si še tako želimo, Tako da bi bilo je, ja. tako. In tudi zelo hitro je zadovoljen s svojim delom, ne? Ko je sta dve čački na enem papirju, je to zanj že gotovo. Ja, začetno čečkanje, pravzaprav res čečkanje v pravem pomenu besede, to so krožne, centrifugalne, centripetalne čačke, vodoravne, navpične, potem jih začne kombinirati in kaj zelo veliko še ne pomenijo. Tam okoli 14-15 meseca starosti pa malček oziroma malčica že začne te čačke poimenovati. To je zelo, zelo, zelo pomembna prehod v njegovem likovnem oziroma njenem likovnem izražanju, ker pomeni, narisal bo neko krožno čačko in bo rekel mama. In ko bo on začel te čačke poimenovati, bo ta produkcija se zmanjšala, zato ker je pravzaprav to zdaj simbol za nekaj in on je zdaj pa nekaj narisal in to, kar je narisal, poimenoval in ta razvoj risanja gre v tem primeru precej skladno z razvojem govora. Vemo, da je to tista starost, ko začne malček oziroma malčica veliko besed ponavljati, začne govoriti po 12. mesecu starosti in eno in drugo je simbolni način njegovega delovanja in čačko poimenuje, narisal je mamo, gre in mama je ena, je zadošča. In ne bo nadaljeval. Je pa res, da seveda, ko bo naslednjič risal in bo narisal popolnoma drugačno čačko, bo lahko tudi ta čačka mama, ne? Ker pomeni, da nima neke sheme za posamezne, osebe, predmete iz okolja, ampak mu pa izdelek oziroma čačka pomeni, neki simbolno pomeni in jo bo dosledno tudi poimenoval. Vemo, da imamo na tržišču vse mogoče ponudbe in veliko je tudi teh pobarvank. Seveda ne moremo pričakovati od najmlajših, da bodo vedeli, kaj želimo s to pobarvanko, ali jih je sploh smiselno imeti. Pobarvanke so tako dvorezen nož, bom rekla, za najmlajše, te, o kateri zdaj govorimo, torej malčka, tja do 3. leta starosti so pobarvanke nekaj, kar ne bodo doprinesle k njegovemu likovnemu izražanju. Malčki niso dovolj natančni v barvanju, pravzaprav jih tudi ne zanima, ker te pobarvanke imajo včasih tako narejeno, da niti ne veš, kaj bo, potem pa se pojavi nekaj, ko pobarvaš. Skratka, te otroci rabijo, kot smo že rekli, veliko površino in pa neko svoje lastno izražanje na način, tako kot ga oni pač v tistem trenutku čutijo, razumejo. Kasneje, po 3., 4. letu starosti, pa seveda tudi pobarvanke imajo neki smisel, vendar nikoli, res nikoli ne morejo pobarvanke zamenjati otrokovega spontanega risanja. Pobarvanke so pomembne zato, ker otroka navajajo na natančnost, ker ga navajajo na to nujno skladnost gibov rok in pa oči, ker začenjajo sami spoznavati, da je pomembno, da ne morejo pobarvati, če že pobarvano, da je pomembno, da barvajo do črte. In so tu neke veščine, ki ne nazadnje, te grafomotorične veščine rabijo otroci potem kasneje na začetku šolanja, ko se prelevijo v začetno opismenjevanje. Zato je tudi ta grafomotorična veščina pomembna in je pobarvanka en način, kako si jo lahko urimo. To je dobesedno spretnost, ki se jo otrok uri, ni pa pri tem pobarvankah prav nič ustvarjalen in tudi ne izraža svoje lastne doživljanja. Gre čez v neko drugo, pravim to, smer spretnosti. Sploh, če recimo ga mi ves čas popravljamo, da ni dobro nečesa pobarval, potem tudi ne bo zadovoljen, tako da bolje, da rišeš sam, verjetno. V večini primerov, pravim, da predvsem kakšni otroci, če mogoče starši ugotovijo, da so zelo okorni pri držanju pisala, barvic in da bi nekaj teh grafomotoričnih vaj rabili več. V takih primerih je smiselno motivirati otroka tudi za pobarvanko, seveda pa ne preveč dobesedno težite, ves čas otroku, da je šel preko črte, ker je logično, da bo šel. Je pa ta odziv staršev verjetno tudi zelo pomemben, kako smo mi navdušeni ob prvi otroški risbi, ob prvem njegovem poimenovanju, koliko navdušenja naj potem pozneje delimo z njim, da ne bomo pretiravali.
Ja, otrok, ko razvija neko zmožnost, v tem primeru govoriva o risarskih zmožnostih, vedno rabi povratne informacije in vedno rabi odziv. On se uči teh postopkov, uči se pravzaprav, kako se spreminjajo te simboli, ki jih on riše. Zato je pomembno, da mi vidimo, da je narisal in da ga pogosto vprašamo, ker ne bo poimenoval, recimo prve čačke bo poimenoval sam, kasneje pa bo narisal bolj strukturirano risbo in ko bo zaključil risanje, tudi zaključil zares. Pomembno je, da ga vprašamo, kaj si narisal. Ker takrat bo otrok pravzaprav videl, da se zanimamo za to njegovo risbo, da smo jo opazili, potem, ko nam bo povedal, kaj je narisal, ni potrebna zdaj pretirana hvala, da je narisal najbolje na svetu in da je to grozno, grozno dobro, ampak da smo veseli, da je to narisal, da je zanimivo narisal. Torej to, kar je pač realistična komunikacija z otrokom in ne neko stalno poveličevanje, da je najbolje in najlepše, ker potem bo imel kasneje v življenju s tem nekaj problemov. Odziv torej pa je, da likovni izdelek pomemben. Včasih je pa pomembno tudi predhodna pogovor z otrokom, kaj boš narisal. Da se o tem pogovarjamo, namreč kaj boš narisal, je včasih idealna pot, ko smo z otrokom v kakšnem konfliktu, ko je otrok pravzaprav jezen, recimo na, sorojence, na odrasle osebe, na kogarkoli, in ko pravzaprav lahko uporabimo to in rečemo, pa nariši, kako si jezen. Pa nariši, mene, kot mamo, ker je na mene jezen, kar nariši me, tako kot me ti doživljaš, tako kot misliš, da sem. In to je pravzaprav tista pomembna podkomunikacija med odraslo osebo, otrokom in njegovim likovnim izdelkom. In se tudi sprosti verjetno ob tem, vsa njegova jeza. Absolutno naredi grdo, potem včasih še reče, da sem grda, ko pogleda tisti izdelek, in to je pravzaprav precej boljša pot in boljši kanal sproščanja, kot pa to, da bi poskušal udariti koga, da bi poskušal razbiti nekaj in podobno. Ali pa držati to v sebi. Ja, risba je dober kanal za sproščanje pozitivnih in negativnih čustev. Krasno. Kaj pa same barve? Ali nam te tudi nekaj povedo? Recimo, če otrok ves čas uporablja eno samo barvico, ne sliši naših spodbud, naj dodaja barve? Ja, na začetni stopni risanja barve niso kakšen poseben pokazatelj niti otrokovega doživljanja sveta, niti samega sebe, in vidimo, da jih uporablja zelo nerealistično. Tam 3, 4, 5-letni otrok bo narisal, roza konja, pa ne zato, ker bo videl igračo, ampak zato, ker mu je roza barva všeč. Skratka, uporabil bo barve, ki niso realistične. Potem, ko pa začne enkrat na stopni tega že schematskega risanja, konvencionalnega risati, podobno kot on vidi v svojem okolju stvari, takrat so pa tudi barve vedno bolj pokazatelj nekega njegovega čustvenega doživljanja oziroma to, kar se v njegovih mislih in njegovih čustvih dogaja. Če bo, na primer, 6-7-letni otrok, ki že začenja risati realistično, vedno znova uporabljal, ne slučajno, ampak vedno znova, na primer, temne barve, ni nujno črno, ampak temne barve, to nakazuje na to, da v sebi doživlja neka neugodna, neka negativna čustva, da ni sproščen, da ga nekaj skrbi, da mogoče rabi pogovora, ali pa kakšnarkoli drugo pomoč. In nasprotno pa bodo otroci, ki so zelo sproščeni, ki so odprti, ki so čustveno bolj pozitivni kot pa negativni, bodo pa uporabljali barve, ki bodo svetle, ki bodo močne barve in se bodo tem temnim barvam izogibali, razen v primeru, ko to res rabi. Če, gleda neko osebo in je ta oblečena v temno, bo narisal temne obleke. Vendarle, pravim, to je izjema, to ne bo njegov slog risanja. In ko te barve dopolnjujemo pa še z nekaterimi drugimi elementi z tega čustvenega vidika risbe, zlasti na primer velikostjo posameznih likov, ki jih rišejo, ali pa odprtost, zaprtost risbe, na primer
če dosledno rišejo zaprta vrata, zaprto okno, je zopet to manj ugodno čustveno stanje za otroka, kot če je odprto, kot če proba risati veselje, pogled naprej. Če bo narisal dosledno mehno mamo, pomeni, da v sebi kuja neko zamero do te mame, on bo večji, mama bo pa mehna. Skratka, te velikost likov, oziroma razmerje med njimi tudi kažejo pogosto na to, kaj se v njegovem čustvenem svetu dogaja. In kot sem prej rekla, fajn je, da to rišejo, ker velikokrat je to res ustrezni kanal za to, da stvari samo predelajo. Če se pa ponavlja ves čas neki slog risanja, ki kaže na to, da je otrok morda pretirano zaskrbljen ali pa žalosten, v tem primeru je pa že bolje, da se s kom posvetujemo. Se pravi, takrat, kadar rišem majhne ljudi, pa nekoga drugega zraven velikega, se pravi, da se vidi ta razlika v velikosti, ali pa temne barve, to že nekako vzbuja zaskrbljenost. Ja. Če je to stalno v njegovem risanju. Barve pa, kot sem prej omenila, tudi te, recimo, pogosto rišejo, prej sem omenila, naprimer, okno ali pa vrata, potem so, naprimer, drevesa, ki jih rišejo z vejami navzdol, vedno, in nikoli navzgor, ali pa drevesa, ki imajo temne liste, in ne cvetje, kot ga rišejo drugi otroci. To so taki drobni signali, ki pa pravim, da vsak otrok bo to narisal, in to ne enkrat v svoji karieri risanja, ampak če je to stalnica, da pravzaprav ne glede na to, kaj riše, bo risal za temi elementi, nesorazmerne velikosti, zaprtosti, temnih barv, potem se v otrokovem čustvenem svetu dogajajo precej burne stvari. Ali pa morda mogoče samo smreke, špičasta drevesa, je tudi to lahko? Tudi lahko, čeprav pogosteje rišejo drevesa za temi vejami navzdol, če niso glih pozitivno razpoloženi. Doktorica Ljubica Marjanović-Umek, ki je gostja v tokratni svetovalnici, govorimo o otroškem risanju, izražanju in seveda bomo povabili k sodelovanju tudi poslušalke in poslušalce na naši telefonski številki 01 512 10 00. Enega že imamo, poslušalca, ki je poklical, Damjan iz Ljubljane. Dober dan. Dober dan, želim lep pozdrav vam in spoštovani gosti. Eno vprašanje bi imel, jaz imam 3 otroke, 4, 3, 1 so stari. In so si seveda, tako kot vsi, zelo različni med sabo, s tem, da starejši fantek, ki bo letos star 5 let, preko mora biti vse tako, kot si on v predstavah zamisli, in tudi temperament je zelo zahteven in preko zelo se prilagajamo njemu, da ga že zjutraj, ko vstane, ne vržemo iz tera, dočim on je najstarejši, potem je srednja punčka, je temperament popolnoma drugačen, vesel, radoživ, pozitiven, seveda pri enletnik je pa zgodba zase, ampak ta največji fantek, se pravi, vsi stopamo po prstih, da preko nimamo že od prve minute, ko vstane, vojne. In zdaj me zanima pri igri eno vprašanje. Kako se igrati z njim, ko postavlja pravila igre, ki niso pravila igre? On postavi določena pravila, ki si jih popolnoma sam zmisle in si predstavlja, da bomo po njih vsi igrali. In če ne igramo teh pravil, ki jih on postavi, se igra konča ali njegovo jezo, ali stvari letijo po zraku, ali v koga kaj vrže, čeprav preko probamo vse metode od pogovora do preko najrazličnejše variante in zaenkrat nam ne uspeva. Včeraj, ko se je žogal z mamico, ni hotel, da noben drug pristopi in mamica se je mogla tako igrati pretežno, kot je on želel. Če karkoli spremenimo, če kdo drug zmaga, če ne doseže tistega, kar je njegova predstava danes tako, jutri drugače, se igra vseh 3 konča. Preko s tem pa v vrtcu ali pa drugje nima težav. Se pravi, tako vedenje uveljavljanja prakticira samo doma in mi
probamo najboljš in zaenkrat nismo uspešni, tako da kako se igrati z njim. Hvala lepa, Damjan. Ja. Srečno. Hvala lepa za vprašanje. Ja, mislim, da ste zelo lepo opisali, kako so lahko tudi sorojenci opremljeni z različnim temperamentom. Starše imajo pa iste. In že ta kombinacija pove, da morajo starši vlagati mnogo več napora v vzgojo naprimer enega otroka kot drugega, zato ker so oni pravzaprav tisti, ki se morajo vsaj do neke mere prilagajati temperamentu otroka in ker ne moramo pričakovati, da se bo otrokov temperament prilagodil našemu. Torej to ujemanje je lahko zelo različno in pri tem vašem najstarejšem otroku gre za pravzaprav to tipično moč uveljavljanja svojega lastnega pogleda, ki je verjetno saj deloma opremljen tudi z njegovo lastno domišljijo. Najbolj zanimivo je pa to, da sem pričakovala, sicer bi celo vprašala na vas, kako je pa v igri za sorojenci, ali je pravzaprav to njegovo uveljavljanje lastnih pravil samo odnos do staršev, torej do bližnjih, ali tudi do vrstnikov. V vrtcu torej. In ste torej povedali, da v vrtcu je drugače, kar pomeni, da zmore otrok prepoznati pravila, kaj je pravzaprav tisto, kar neko dejavnost, v tem primeru igralno dejavnost, drži skupaj, torej prilagajanje več soigralcev. Sicer mora nekdo izstopiti iz igre oziroma igra propade. Zdaj seveda, zakaj je to doma drugače kot v vrtcu? Zato, ker otrok pravzaprav ve, da lahko do neke mere, bom grdo rekla, izsili neko dejavnost in da se bodo starši pač prilagajali, dolgo ste se prilagajali, v prvih 2-3 letih se bolj ali manj vsi, potem pa, ko že razume, tudi druge osebe, ne samo sebe, pa te prilagajanje treba počasi opuščati, vendarle ne zelo agresivno in od danes na jutri. Torej, to se mi zdi pomembno, da vemo, da ko enkrat otrok pravila razume, se njemu poruši svet v tem smislu, da mora zdaj pa nenadoma igrati se tako, kot tudi drugi želijo, pa tako, kot so vnaprej določena pravila, vendar, če ne boste nikoli pokazali in se boste vsakokrat znova igrali za njim izključno tako, kot želi on, potem pravzaprav tega reza ne boste naredili nikoli. In bo medvedja usluga pravzaprav otroku lahko? Absolutno da, čeprav ima ta otrok zanesljivo prednost v tem, da on to razume in da se z vrstniki že zdaj igra drugače. Torej, umikati se je treba postopoma strani staršev iz te igre, ki jo vodi samo on. Se pravi, recimo, če bi dali en konkreten primer, da rečemo, danes se bomo pa eno igro igrali po naše in eno po tvoje. Morda, da bi bila to postopna prilagoditev. Lahko pa tudi naprej se bomo zmenili, da če sprejmemo neka pravila igre, da bodo ta veljala, ne glede na to, ali se on s tem strinja ali ne, sicer pa bo izstopil iz igre. In ko bo ugotovil, da ima vedno manj možnosti neposrednega igranja oziroma vodenja igre na način, kot on želi, se bo, zato ker imajo igro otroci tako zelo radi, se bo začel prilagajati on. Tanja iz Ljubljane je z nami, dober dan. Dober dan. Jaz imam pa eno vprašanje oziroma bi prosila tako na kratko za komentar. Moja hči je stara dobre 4 leta, je 3. otrok in ima zelo izrazito domišljijsko igro. Se pravi, ona, ko se zbudi, se že začne igrati s svojimi dojenčki, stalno se igra vrtec, tudi sicer pač hodi v vrtec. Zelo malo se pusti v bistvu voditi v neko igro, ki ni tako domišljijska, se pravi igra vlog. Recimo ne mara kock, ne mara pač neke dejavnosti, ki je vodena, ampak je skozi v tej neki igri vlog, se pravi ali vrtec, ali šola, ali braci pa sestrice se z ostalimi igra, se pravi skozi v neki vlogi. Pa me zanima, če imate kakšen komentar na to.
Imam, da je to odlično za vašo deklico. Veste, ona je ravno toliko stara, tam okrog 4., 5. do 6. leta je otrokova domišljija na višku, kar pomeni, da je zelo zaželeno, da se igrajo domišljijsko, da zapuščajo ta realni svet v igri in da si ustvarjajo vloge. Ta domišljijska igra ima izredno pomemben vpliv na otrokov razvoj, predvsem na te odnose med različnimi vlogami, na govor in podobno, tako da včasih celo pri katerem otroku, ki se domišljijsko zelo malo igra v tej starosti, priporočamo staršem, da naj umaknejo bolj strukturirane igrače, kot so na primer kocke, vozila in podobno, in naj pustijo in naj na ta način spodbudijo otroka, da bi se bolj domišljijsko igral. Hvala za tole. Samo še eno vprašanje glede tega. A pa je v redu, da se ona sama pač igra te vloge, ker v bistvu ona je tako otrok, da pravzaprav malo recimo mene za igro. Ona rabi, da sem jaz nekje v istem prostoru ali pa nadstropju, igra se pa sama in pač po izkušnjah, ker je tretji otrok, prvi, da sta me bistveno več rabila v igri, ona me pravzaprav skoraj ne rabi in se kdaj sprašujem, je to v redu, pač ona je cel dan, se pač je sposobna stalno sama igrati pravzaprav. Ni nobenega problema, zato ker ste rekla, da deklica hodi v vrtec. Veste, vrtec je z vidika teh socialnih odnosov, reguliranja vedenja in podobno kar naporna zadeva za otroka in celo dopoldne se more prilagajati, se igra, z drugimi otroki, sledi navodilom vzgojiteljice in podobno. Tako da se relativno pogosto zgodi, da te mlajši vrtčevski otroci, torej stari tam 4-5 let, čas, ki ga imajo za igranje v popoldanskem času, želijo imeti čas za sebe. Ona se navide seveda ne igra z nobenim drugim otrokom oziroma odraslo osebo, v resnici se pa igra z domišljijskimi junaki, z punčkami, ki jih spreminja v neke druge vloge in podobno, in to ni zaskrbljujoča zadeva. Ona se bo verjetno slej ali prej, tam okrog 6. leta, te individualne igre domišljijske malo naveličala in bo stopila v socialni prostor. Brez skrbi, Tanja. Hvala. Srečno nasvidenje. Je pa res, da smo že prej ugotavljali, da so otroci različni in tudi za tretje se mi zdi zanimivo to, kako so, ali pa potem tudi naslednje, da je že to, da so del neke večje skupnosti po eni strani naporno in se umikajo raje, po moje, v ta svoj svet. Ja, sploh pa spravim, vrtčevski otroci še toliko bolj, tisti, ki hodijo v vrtec, da teh državljanov je veliko in otrok, tako kot nenazadnje odrasle osebe, rabi tudi pravzaprav svoj lastni mir in tega običajno najde v igri. Mi ga najdemo lahko na ta način, da beremo knjigo, da gledamo v zrak, ko ležimo, medtem ko oni ga najdejo v igri in je pravzaprav igra res njihova dejavnost. Oni jo lahko vodijo od začetka do konca in nihče jih ne moti v tej dejavnosti in je treba otrokom te umike v igro, ki so pač kaže kot individualna igra, preprosto pustiti. Zdi se mi, da je to danes za marsikaterega starša še toliko večji izziv, kajti bi radi napolnili otrokov čas z vsemi možnimi vodenimi dejavnostmi, vodenimi aktivnostmi. In se vam zdi, da mu s tem delamo škodo, da mu ves čas strukturiramo njegov čas? Ja, bolj ali manj mu delamo škodo na ta način, zato ker mu čas strukturiramo po naši meri, torej ne po njegovi. Torej, mi mu izbiramo neke dejavnosti, mi smo pravzaprav obremenjeni za tem, da morda nismo dobri starši, če za vseh 24 ur na dan ne vemo točno, kaj bo delal od kire ure do kire, da ker soseda otrok pa gre in ga vozijo in dela. In to je pravzaprav naša podoba o tem, kakšnega otroka želimo imeti in pri tem žal pogosto spregledujemo, kaj nam pa otrok zares sporoča. Ona pa morda sporoča, da bi šel rad na dvorišče in brcal žogo tam z drugimi otroki, da bi bil v nekem kotičku v svoji sobi ali pa tudi zunaj in bi se igral z ljudkami oziroma dojenčki, da bi mogoče se rad pogovarjal, samo pogovarjal in ne sledil nekim navodilom, ki so znotraj teh strukturiranih dejavnosti. In to je pravzaprav tisto, kar z dobrim namenom in z zelo
ljubečim odnosom do svojega otroka delamo nevedi škodo, ker preprosto otroka spregledujemo in ga v veliki količini časa predajamo nekomu drugemu, ki pa nam ne more dati povratne informacije o tem, ali je otrok v tem res užival, ali se je dobro počutil, ampak bolj ali manj sem o tem, ali je napredoval ali ni napredoval, ker je pa premalo. Kaj pravite o otrokovem dolgčasu? Da je finota, da mu je kdaj dolg čas. Ravno to, kar sem zdaj govorila, če mu ne bomo vseh 24 ur mi načrtovali, bo otrok marsikdaj dajal občutek, da mu je dolg čas. Včasih celo kakšen otrok reče, sploh ne vem, kaj bi se igral. In to je že tak, vsaj za mene, opozorilni znak, da je treba umakniti stalno kontrolo nad otrokom, in da, ker sem prej rekla, da je igra izrazito otrokova dejavnost, da je treba otroka dobesedno posredno voditi v to, da bo sam najdel ideje za igro. Ne moramo mi reči, zdaj se boš pa igral to in to. V tem primeru to ni njegova igra, to je naša igra. Zdaj, da je fino, da pogosto sodelujemo in da nas on povabi v igro, je res, ampak ne moremo pa mi njega vabiti v igro oziroma mu določati. In otrok, ki mu je kdaj pa kdaj dolgčas, bo prišel o idejah, ker ne ve točno, kaj bi naredil, in če bo videl, da mu takoj ne priskočimo na pomoč in rečemo, kaj pa če bi mi dva skupaj, ali pa kaj pa če bi ti to in to delal, ta otrok bo prišel sam do mnogo bolj izvednih idej in zamisli, kaj bi lahko počel, in bo pravzaprav slej ali prej to dejavnost tudi dobro vodil. Sam pri sebi oziroma na način, kot ga on želi, in to, da je kdaj tudi on na kavču, da leži in gleda v zrak, še ne pomeni, da njegovi možgani niso aktivni, da njegov čustveni svet ni notranji in da se v njem nekaj ne dogaja, pa tudi, če se nič ne dogaja in ima samo odmor med igro, ki je za njega ne na zadnji način učenja in spoznavanja novih stvari, da se pravzaprav oddahne od vsega tega. Čisto, jaz vsakokrat rečem, po logiki, ki jo imamo tudi odrasle osebe, tudi mi se moramo oddahniti, tudi mi moramo izklopiti iz sveta, ki je tako zelo poln dražljajev, in je to pravzaprav tisto, kar otroka obremenjuje. Doktorica Ljubica Marjanović Umek, pri koncu oddaje sva, ampak vseeno me zanima še vaš pogled na igračo, ki je seveda tudi del otrokovega sveta. Danes vemo, da so mnogi domovi res polni različnih igrač, ki oddajajo zvoke, ki spreminjajo barve, ki se premikajo. Kaj pravite o tem, kaj je pravzaprav tista igrača, ki jo otrok potrebuje, če sploh, koliko različnih naj ima, kakšen je ta naš vpliv kot staršev? Ja, ko omenjam veliko količino dražljajev, ki so v otrokovem okolju, imam seveda v mislih tudi igrače, zlasti te elektronske igrače, te, ki dajejo zvočne, vizualne odgovore in podobno. Preveč jih je. Gledano povprečju, seveda v povprečju, kar je zelo nevarno, ker nekateri otroci še vedno nimajo igrač. V povprečju jih imajo otroci preveč, zato ker je tudi to nek način hitrega življenja, da pač kupimo igračo, mu jo damo in s tem in gremo naprej. In že spet naslednjič vidimo drugo igračo in mu jo damo in gremo naprej in niti ne opazujemo natančno, kaj otrok s temi igračami počne. In ker jih večina otrok ima preveč igrač, je moje priporočilo to, da starši preprosto del igrač shranjujejo, da nima otrok sočasno na razpolago ogromno količino igrač, preveliko količino, ker bomo pa zelo hitro opazili na ta način, da se bo vseh igrač bolj ali manj dotikal. On jo bo vzel, pa jo bo odložil, pa jo bo odprl, pa jo bo zaprl, pa jo bo že spet odložil. Igra se površno, kot rečemo, prijema, odlaga te igrače, ne more se zaigrati. To je znak, da jih ima v resnici preveč. In preprosto del igrač vzamemo, jih damo na najvišjo polico v omaro in jih nekaj časa ni. In potem to rotiramo. In ko te igrače, s katerimi se igra, vidimo, da se igra bolj poglobljeno in dlje časa, po določenem času umaknemo in mu damo igrače, ki smo jih prej odstranili, ker želimo, da pravzaprav ob teh igračah, ki jih ima, tudi on kaj pridoda. Da niso vse
igrače vedno industrijsko narejene, serijske, samo to, da jo ima, da jo ima bolj ali manj zato, ker jo imajo drugi otroci, ampak da kdaj pravzaprav nima igrače in mora vključiti, ko smo prej govorili, svojo domišljijo, ne ve, kako bi naredil posteljico, kam bi dal tega dojenčka, ki ga ima spata, ne, in mora sam najti rešitev, da je to morda škatla od čevljev, da je lahko pokrije z listom papirja, da ne rabi za to odejico, ne, ki je, ne vem, kupljena in podobno. Skratka, če mu bomo vse prinesli na pladnjo, kot rečemo, ne, tudi skozi te igrače, bomo prispevali k temu, da se otrokova domišljija ne bo razvijala, da ne bo ustvarjalen, da ne bo iskal novih idej in da pravzaprav bo vedno pričakoval, da vse, kar rabi, v tistem trenutku dobi in to naredi nekdo drug za njega. V tem primeru so to kaže skozi igrače. Odlično, hvala lepa, doktorica Ljubica Marjanović-Umek, za obisk v našem studiu, za vse te odgovore, pojasnila, seveda veliko bi lahko še govorili in dragocene so te vaše misli, tako da sem vesela, da ste si vzeli čas in seveda vse dobro. Hvala lepa za povabilo, srečno. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Svetovalnica. LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.